Ali je denar zloben in ali bi bilo najbolje, da denarja ne bi imeli? To se marsikateri sprašujejo, glede na to, kaj se dogaja trenutno po svetu v zvezi z denarjem, in kot posledica je tudi finančna kriza pri nas. Nekateri so prišli za idejo alternativnega sistema izmenjave storitev, kot je časovna banka ali določena alternativna sredstva za v obliki papirja oziroma alternativni denar. Nekateri so zagovorniki, da moramo denar v celoti ukiniti, zato ker je denar vir zla in dokler bo obstajal denar, bojo obstajali problemi na svetu. Pri Destiny pa smo zadevo podrobno raziskali, vse te razne vzroke in kakšne bi bile učinkovite rešitve. In prišli smo za idejo enakovrednega denarnega sistema. Enakovredni denarni sistem je nadgradnja ideje univerzalnega temeljnega dohodka, ki ga je predlagal že naš bivši predsednik države, dr. Drnovšek. Torej, zakaj bi človek moral hoditi v službo in garati za to, da zasluži za svoje osnovne življenjske potrebe, kajti vse, kar človek proizvede, je plod surovin, ki jih brezplačno daje naša mati zemlja. Torej, le zakaj bi si te brezplačne stvari potem med seboj zaračunavali in zakaj bi moral človek biti suženj sistema za to, da dobi osnovne stvari za preživetje. Torej, da si lahko kupi hrano, da ima bivališče, obleko, da se izobražuje, da počne tisto, kar mu je ljubo. Torej, v enakovrednem denarnem sistemu bo poskrbljeno, da bo država avtomatično poskrbela za te temeljne potrebe vsakega posameznika. Torej, vsak bo recimo dobil določeno vsoto denarja, ki ga bo potem lahko porabil za pokritje teh osnovnih življenjskih potreb. Vendar pa je enakovredni denarni sistem še bistveno širša ideja, bistveno širša rešitev in ne zajema samo interes človeka, temveč interes vseh živih bitij v stvarstvu, torej tudi živali in rastline. In to ni samo sistem, ki je denarni sistem, kot ga poznamo mi. Besedo enakovredni denarni sistem se uporablja samo zato, da bojo ljudje razumeli, kaj to pomeni, ker ljudje vejo, kaj je trenutno denar. Se pravi, denar je trenutno neko sredstvo izmenjave storitev in dobrin. Uvedba enakovrednega denarnega sistema pomeni spremembo vseh vrednot, ki jih pozna človeštvo, kajti trenutno človek ceni samo tisto, kar je redko, kar je težko pridobljivo. Tisto, kar je na pretek, pa ima majhno vrednost. In taka filozofija trenutnega denarnega sistema teži k proizvajanju, k načrtnemu proizvajanju pomanjkanja na tem svetu. Torej, naravni viri se lastijo in omejuje se distribucija teh virov, zato da bi se v družbi ustvaril občutek, da je teh virov premalo in zato, da potem lastniki teh naravnih virov lahko te vire prodajo po čim višji ceni. Problem na tem svetu je tudi, da denarni sistem proizvaja obresti, torej zaradi tega denarju vrednost skozi čas pada in stalno se mora povečevati obtok denarja in to je tisto, kar pospešuje potrošništvo na tem svetu. Iz tega razloga so tudi vsi izdelki narejeni tako, da imajo uprogramirano kratko življenjsko dobo, zato da se čim hitreje pokvarijo in da kupiš novega. In tudi zato so cene popravil izdelkov višje, kot je cena novega izdelka, zato da se ta krog potrošništva vzdržuje.
Problem je tudi to, ker vrednost dela po različnih koncih sveta ni enaka. Torej, zato, da nek Kitajec zasluži svojim delom enako vrednost, mora recimo delati 20krat več, 20krat dalj časa, kot recimo človek, ki dela pri nas v zahodnem svetu. In zaradi tega se izvaja ekonomsko suženjstvo v manj razvitih državah in na osnovi teh modernih sodobnih sužnjev potem mi lahko uživamo naše blagostanje. Vendar pa se je ta naš pohlep sedaj začel obračati tudi nam v škodo, kajti vse več delovnih mest se seli v te države za nizko delovno silo in zato potem pri nas izgubljamo delovna mesta. Torej, zaradi našega interesa, da dobimo čim cenejše izdelke v trgovini, smo naposled skopali jamo, v katero zdaj sami vanjo padamo. In sedaj izgubljamo službe, tako da smo izgubili prihodek in se ne moremo kupiti niti tako poceni robe, kot jo proizvajajo naši ekonomski sužnji na Kitajskem, v Indiji in drugod po svetu. Zato ni nobene kratke rešitve za rešitev te ekonomske krize, nobeni zakonski popravki, nobene finančne injekcije tega ne bojo rešile, ker je potrebno spremeniti celotni globalni monetarni sistem in vrednote, po katerih deluje. Zato pri Destiny pričenjamo za predlogom mirne, politične, demokratične uvedbe enakovrednega denarnega sistema, ki bo popolnoma spremenil delovanje družbe. Popolnoma bo spremenil vrednote družbe, tako da v prvi fazi se ne bo gledalo samo na interes človeka, ampak tudi v interes živali in rastlin, potem, da se bo onemogočilo prekomerno bogatenje nekaterih na račun trpljenja in pomanjkanja drugih, tako da se bo na ta način izkoreninilo kakršnakoli zloraba, suženjstvo, pomanjkanje, lakote in vojne na tem svetu. In ta sistem bo spremenil celoten svet, celotno delovanje tega sveta, spremenil bo zdravstvo, znanost, izobraževanje, nič več ne bo pod vplivom denarja, ampak se bo gledalo za najboljši interes vseh živih bitij na tem planetu. V vsakem primeru je potrebno imeti nek sistem za distribucijo. Enakovredni denarni sistem nima nobene veze z trenutnim denarnim sistemom, temveč bo poskrbel za to, da bomo vsi imeli vse tisto, kar potrebujemo, da bomo vsi imeli vsega dovolj, da ne bo več nobenega pomanjkanja. To, da je potrebno denarni sistem ukiniti, je iluzorna ideja. V vsakem primeru se potrebuje nek sistem vrednot in informacijski sistem, ki bo beležil, koliko kdo kaj potrebuje in koliko je kdo kaj prejel. Tako da bo ta sistem poskrbel za to, da nihče ne bo v pomanjkanju. To je potrebno razumeti, zato vedno se potrebuje nek sistem. V vsakem primeru bo obstajal nek sistem, ki bo zagotavljal izmenjavo storitev in vrednot. Torej, to nima veze z obstoječim denarjem, ampak je to popolnoma preobrazba filozofije, delovanja in funkcioniranja medsebojnega sodelovanja na tem svetu po principu delaj tisto, kar želiš, da drugi počnejo tebi, oziroma daj drugim tisto, kar želiš, da bi sam prejel. Ta sistem bo praktično uvedel harmonično življenje oziroma raj na zemlji. Podrobnosti v tem sistemu bojo znane septembra leta 2011, ko bo izšla prva knjiga iz serije o enakovrednem denarnem sistemu. Izšla bo v obliki tiskane izdaje v angleškem jeziku in v večini svetovnih jezikov, vključno v slovenskem jeziku, v elektronski obliki. Vabim vas, da se naročite na mailing listo, da boste prejeli elektronsko obvestilo v zvezi z izidom te knjige, ki bo povzročila pravo globalno revolucijo. Pojdite na stran equalmoney.org in opišite svoj elektronski naslov. Za več informacij kontaktirajte skupino Destiny Slovenija na spletni strani destiny.si in na Facebook strani Destiny Slovenija ter Facebook skupini Praktično ustvarjanje raja na zemlji. Hvala.